Čau, Uroš tukaj iz Kimitar Running Academy. Po dolgem času spet en kratek video, kratek nasvet in tokrat o tem, kako si izbrati popoln tekaški copat. V zadnjem času oziroma v poplavi vseh copat je res težko izbrati en copat, a pa sploh vedeti, kje začeti izbirati copate. Zato vam bom danes pokazal en tak kratek video, kako v 3 korakih pride do svojega idealnega copata. En copat je lahko za nekoga pač vrhunski, spet za drugega tekača s čisto drugačnimi značilnostmi, tehniko teka bo pa lahko čista polomija. Tako da, prvi korak, copat izberete glede na teren, na katerem boste tekli. Se pravi, če iščete copat za asfalt, pač se obrnete na polico, kjer so tekaški copati za tek po asfaltu. Če iščete copat za traile, se pravi za gozdne poti, pač se obrnete na polico, kjer vidite trail. Obstajajo pa tudi copati, ki so primerni za oboje in to so pa recimo copati za mešane terene. Se pravi to pa, če imate en copat za vse vaše tekaške avanture, vam priporočam, da iščete copat, ki je namenjen mešanim terenom. Ima še vedno malo profila, ampak še vedno ne preveč, da bo tudi učinkovit na asfaltu. Drugi korak, namen. Namen, predvsem v smislu, ali bo to copat, ki ga boste uporabljali za trening, ali bo to copat, ki ga boste uporabljali za tekme, ali pa bo to copat, ki ga boste uporabljali za vse. Se pravi za tekme, za hitre treninge, za počasne treninge, za hitre tekme, za dolge tekme. Se pravi, tukaj se morate vprašati, za kakšen namen. Če iščete copat, recimo specifični copat za tekme, je lahko malo blažen. Če iščete copat za treninge, naj bo malenkost bolj blažen, ker bo na ta način bolj udoben in bo tek v njem boljši. Lahko pa da iščete spet nek copat za oboje, se pravi in za tekme in za treninge, takrat pa najdete nek kompromis tudi v blaženju, v tistih stvarih, ki vi preferirate, se pravi nekdo zelo rad teče v zelo malo blaženi copati, nekdo zelo rad teče v zelo blaženi copati, tako da tukaj so tudi malenkost neke osebne note, ki tukaj pridejo zraven. Tretja stvar, tretji korak, tukaj pa pridejo na vrsto vaše osebne značilnosti. Se pravi, ali ste malo težji tekač, ali ste lažji tekač, ali imate raje bolj blažene copate, ali imate raje manj blažene, ali ste visok, nizek, se pravi vaše neke osebne značilnosti, ki odločajo o tem, kater copat bo vam primeren. Se pravi, tudi barva tukaj pride vmes, ki je pomemben faktor, čeprav se zdi zelo smešno, ampak če vam je copat všeč, ga boste tudi radi nosili in boste večkrat šli teč. Predvsem pa pri tem tretjem koraku je najbolj pomembno to, da vam je copat udoben. To iščete, se pravi, ne se preveč osredotočiti na pronacije, supinacije, o tem bom mimogrede govoril naslednjič, ampak predvsem v copatu iščite udobje. Se pravi, copat, ki ga v trgovini obujete, vam mora biti udoben. Če vas že v trgovini nekaj žuli, pa nekaj ni prav, vam tudi po 100 km ta copat verjetno ne bo prav. Tako da, katera znamka so čisto spet osebne preference. Če najdete copat, katerega kopito zelo paše v našo nogo, se ga držite, je to super, ker poznamo tekače, ki nikakor ne morejo najti najboljši copat. Poznamo pa tekače, ki že vrsto let tečejo v isti znamki ali pa celo v istem modelu. Srečni ti. Tako da, srečno pri izbiri copat, če pa rabite kako pomoč, pa kar napišite, pa kliknite tlele, kar napišite spodaj v komentar, pa z veseljem odgovorim. Čau!